Prisrčen pozdrav v imenu Zveze seniorjev, katere predsednik sem. Najlepše, kar lahko povem o današnjem dnevu, je, da čutim vonj po domu. Vesel sem in osebno hvaležen vsem, ki ste prinesli duha, ne samo ideje. In sam ne mislim, nekako poročilo sem napisal in vesel sem, da smo letos speljali mednarodno regijsko konferenco seniorjev. Posebej bi se zahvalil Matevžu Kleču in Kranjskemu odboru, potem pa Idrijskemu in Skrtu Jankutu in vsem, ki so kakorkoli, bi rekel, anonimno prispevali k temu, da je danes tako lepo vzdušje. Sam bi, tako visoko je gospod dr. Rebernik postavil letvico, rad povedal svojo osebno izkušnjo, ki sem jo nekako najbolj čutil, ko sem prejemal kemoterapijo pri prebolevanju raka. Takrat mi je Maurice Maeterlinck razodel tako veliko stvari. In sicer tako zelo podobnih, kot jih je gospod Rebernik tako jasno povedal, zakaj smo krščanski demokrati nekdo, ki ima nekaj zapovedati več kot pa drugi. Zaradi tega, ker niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in vas poslal. To je prvo spoznanje. Drugo je Solženicin pravi, meja med dobrim in zlim ne poteka med narodi, med verstvi, ampak v vsakem srcu. To je veliko spoznanje. To se pravi, ta notranjo razpoloženje, ki vedno znova more hrepeneti po preprostosti, sicer se stvari zapletejo, je zame ena najmočnejših označb, to je brand Nove Slovenije. Zato sem predsednici in ekipi iskreno hvaležen, ker znajo biti preprosti, jasni in to, kar govorijo, tudi živijo. Tam na desni strani vidite vadbeno steno in krščanstvo nam ne pomeni nekako en okrasek na torti, tako pravi papež Frančišek, ne sme biti okrasek na torti, ampak torta sama. In to, kar mi lahko ponudimo družbi, je to, da se imamo kje oprijeti. Imamo pismo, za katerega sam Bog pravi, da nobena beseda ne bo prešla. Vse drugo bo prešlo. Beseda, zapisana v pismu, pa ne bo prešla. In to, kar bi rad povedal, je, da čutim, da je na naš seniorjih posebna naloga. Poglejte, jaz izhajam iz kmečkega okolja, tako kot večina, in mi smo poznali v vasi Modrece. Modrih ljudi zdaj ni, ker se zvečer sprašujejo, a si gledal nadaljevanko. Jaz mislim, da je ena ključnih stvari, ki jo moramo seniorji prinašati v družbo, je modrost. In Maeterlinck pravi, kaj to modrost je. Modrost nastane tako, da se najprej razum in ljubezen se stepeta. Si nasprotujeta. Če mene nekdo udari, ga hočem nazaj. Ljubezen pa reče ne udariti nazaj. In modrost nastane iz tega, ko razum popusti ljubezni. Takrat tudi v duši nastane mir in ta mir je gotovo tisto, kar Slovenija naša tako zelo potrebuje. Potrebuje ljudi, ki bojo preprosti, ki bojo znali v bistvu svoje življenje živeti na način, ko bo vsakdo, ki pride mimo, čutil, da imam jaz košček sreče, ki sem ga pripravljen deliti s tabo. Kajti, kakor pravi Maeterlinck, edini način, da svoj košček sreče ohranim, je, da ga delim s tabo in potem se vrne z okrasjem nazaj. In končam z tem, kar sem se naučil na pamet, in sicer pravi Maeterlinck, ko bomo dozoreli v smrt,
In tukaj s ponosom povem, da sem pobudnik zakona o dostojnem pokopu žrtev in na nek način tudi sam čutim in sem čutil v bolezni, da je smrt lahko tako zelo blizu. In tudi spoznal, da bomo s tja na oni svet nesli samo ljubezen. In te ljubezni bo toliko, kolikor globoko strugo v naših srcih bo izdolblo hrepenenje po dobrem. Hvala lepa.